Mislim, da kar večina ljudi pozna tale naš brutalni vzpon na Sveto Goro. 6 km asfalta, samo gor, 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 pri čemer nakloni v drugi polovici sežejo od 15 do 30%. Jaz vam bom danes pokazal eno bolj prijazno alternativo z gorskim kolesom, pol asfalt, pol makadam, z lepimi razgledi in gotovo primeren za širše množice kolesarjev. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Čudovito vreme se je naredilo, malo popušča vročinski val, tako da je prav lepo sončno, brez oblačka. Ob 8:30 dopoldan je pa kazalo 25 stopinj Celzija. Na moji današnji poti mi seveda ne bo prišparan noben višinc. Ravno tako bom prišel na Sveto Goro, samo malo bolj po dolgi in raztegnjeni poti. Za začetek sem se odpravil tukaj po kolesarski stezi iz Solkana severno ob reki Soči. In začetek te poti, recimo prvo uro vožnje, je kar tak precej blag in precej ravninski. Celoten krog pa nanese 36 km in dobrih 1000 višincev. Kogar bolj točno zanima, kje vse se bom jaz uvozil, bom pa od spodaj v opisu videa pustil tudi link do svoje Strave. Se vidi, da je bolj prijazno vreme že potem, koliko več je kolesarjev tukaj na kolesarski stezi. S parimi smo tudi poklepetali tam na stopničkah in izmenjali izkušnje, kako bi se jih dalo premagati. Živijo. Se ne spustiš dol? Se ne upam, me je preveč strah. Z gorcem se da samo čez sedlo dol. Jaz nisem toliko korajžen. In zmeri si mislim, da bom probal. Tako v glavi sem ful korajžen in ko prijem do to, moram stop dol. A študirate, če je to možno? Ja, je. Taki gre doma. Sem jih videl jaz, fante, ko to počnejo, ma ne jaz. Naša tomala prišla tudi hor s cestno. Ja, tudi hor sem jih že videl, samo to moraš biti res. Če priješ tle in takneš. Ja, narodno je. Ama dobro. Dej, uživaj. Enako, srečno vožnjo. Ja, enako. Čau. Živjo. V glavnem, tudi če ne boste šli na Sveto Goro, pa če se boste slučajno kako znajdli v Solkanu, zapeljte se vsaj po tej lepi kolesarski stezi, samo 10 km je dolga in boste si lahko naredili en tak lep mini izlet. Tukaj gre cestica en malo gor, ampak se že po 200 metrih priklopimo na glavno cesto, ki gre v Brda. Po tej glavni cesti se spustim 1 kilometer dol v Plave, kjer bom prečkal most čez reko Sočo. Na drugi strani mostu se pa samo dvignem gor do glavne Soške ceste, ampak po njej ne bom naredil niti metra, zato ker bom takoj zavil dol na makadam. Vidiš, tukaj je glavna Soška cesta, zelo prometna. Tukaj gor je tudi prometni znak, da je za kolesarje prepovedana vožnja. Ne samo, da je prepovedana, tudi zelo je nepriporočljiva, prav zaradi gostega in hitrega prometa. Zato takoj tukaj desno, dol na en lep makadam. Dejansko se zdaj jaz peljem ob reki Soči nazaj proti Novi Gorici, ampak k sreči po enem takem lepem makadamu, ki teče vzporedno z glavno Soško cesto.
Ko bo tega makadama konc, se bo pa z glavne Soške ceste odcepil en mogočen vzpon gor proti Sveti Gori, ki se ga že prav veselim. Ni trajalo dolgo, sem na asfaltu, enih 200-300 metrov moram iti po glavni Soški cesti, preden zavijem levo v hrib. Evo, tle je že znak. In tukaj se zavije levo, smer Zagomila. Tako sem se rešil ven z Soške ceste in tukaj se začne zdaj tale mogočni vzpon. Ne bo me pripeljal točno na Sveto Goro, zato ker bom vmes naredil še en manjši krog gor po grebenu, ampak tale je gotovo jedro današnjega izleta. Prvi del vzpona je asfaltiran, vse gor do hiš v Zagomili, potem kasneje pa preide v makadam. Tako kot počasi lezem v hrib, počasi tudi pojenja tale hrup iz glavne Soške ceste in tukaj te prevzame ta gost, senca, mir, tišina in tako sramežljivo ptičje petje. Ta vzpon čez Zagomilo je dolg 5,8 km. Na njem pa se dvigneš za 442 metrov, kar pomeni povprečni 7,6% naklon. Ni nedolžen, je pa gotovo bolj dostopen za širšo paleto rekreativcev, kakor tisti direktni vzpon iz Solkana na Sveto Goro. Vsake toliko se odpre razgled dol na reko Sočo in na kakšno naselje, ampak večinoma časa smo pa vseeno kar noter v gozdičku. Cesta na tem vzponu je lepa, asfalt tak prilično nepoškodovan, gladek, brez kakšnih lukenj in razpok, tako da se lahko samo prepustiš kolesarenju in sanjarenju. Danes se mi je celo zgodilo, da mi je nasproti pripeljal en avto, kar je zelo redko, ponavadi ni nobenega, ampak seveda srečate lahko tukaj kakšnega domačina, ki se je odpravil po svojih opravkih. Sem se pa zdaj spomnil, da je danes praznik, Marijino vnebovzetje, kar pomeni, da zna biti na Sveti Gori kar gneča. Ampak zdaj je, kar je. Grem gor, itak se ne bom tam ne vem kaj zadrževal, vidim, pofotkam in grem naprej. Imam novico glede znamke Sirocco. Do 17. avgusta 2026 poteka ogromna poletna razprodaja vseh modelov, ki jih kasneje ne bo več v ponudbi. Predlagam, da greste na spletno stran preko mojega linka in z uporabo kode RBASLO si lahko že na tako znižane izdelke dobite še 15% popusta. Če kdo rabi take športne drese, naj preveri in vidi sam. Je pa to, da je ta vzpon 90% v senci res prava dodana vrednost tega izleta, kar kaže na to, da je res primeren tudi za poletne dni. Naj izkoristim to zatišje tukaj, da vam povem, zakaj nisem posnel vzpona na Sveto Goro kar direktno iz Solkana gor. Lahko vi verjamete, da že več let razmišljam o tem in sanjarim, kako bi to izvedel, ampak enostavno fizično mislim, da tega nisem sposoben. Vzpon kot tak bi že odpeljal, ampak da bi pri 15% naklona vozil z eno roko in z drugo roko držal kamero, to pa ne bi šlo. Razmišljal sem o kombinacijah,
kakšnim voice-overjem ali pa da bi imel kamero na krmilu, ampak zaenkrat se nisem domislil enega pametnega načina, kako to narediti. Če se mi utrne, bom pa tudi to pokazal. Tukaj se začne naselje Zagomila in tle, ko je konec hiš, bo tudi konec asfalta. Do tukaj se mi je nabralo skoraj 18 km in 500 višincev, kar pomeni, da sem v obeh pogledih točno na polovici današnjega kroga. Prišel sem do enega križišča, kjer kaže tabla naravnost Sveta Gora, levo pa Vodice. Tukaj je tudi tabla za pot treh svetišč, ki gre po isti tej trasi. Če ne poznate, ta pot treh svetišč pa povezuje Sveto Goro, Marijino Celje na Ligu in pa Staro Goro nad Čedadom v eno tako 93-kilometrsko čudovito pot. Jaz bom tukaj rajši šel levo za Vodice, naredim en krog po tem grebenu in vam pokažem po poti še en lep spomenik oziroma mavzolej. Se pravi, vozim za smer Vodice, ampak to ne podaljša dosti te proge. Kdor pa res nima časa, lahko izkoristi in gre tam kar direkt na Sveto Goro. Makadam tukaj je zelo lep. Na določenih mestih je tako utrjen in gladek, da bi lahko šel po njemu tudi specialko. V celoti ta krog pa ne vem, če je primeren za specialko. Mogoče res z najširšimi gumami, če ne pa odlična za gravel ali pa mountain bike oziroma električno kolo. Evo, super, prišel sem na vrh vzpona in zdaj sem na tem grebenu, ki teče od Svete Gore proti severu. Tukaj bom šel za smer Vodice, naredil en manjši krog in potem pa na Sveto Goro. Dobar dan. Res je lepo tukaj gor, tak mir, senca noter v gozdu, sem in tja kakšna osamljena hiša. Super, super. Bi bilo škoda, če bi se prekrajšal za ta del proge. Ko sem naletel na ta smerokaz, kjer kaže Sveta Gora desno, sem pa tudi jaz dejansko zavil desno. In zdaj prva zaplata poti, da bo en mal na soncu, se ustavim in naredim fotko svojega gorskega kolesa. In sem spet v senci. Dobro sem izkoristil tisti 10-metrski košček sonca. Prišel sem ven na en travnik in tukaj zdaj pa že vidim Sveto Goro v skoraj neposredni bližini. Tle je taka malo bolj grda pot, precej tega velikega kamenja, ampak počasi pa gre. Res sem imel idejo, da se zapeljem še do mavzoleja Gonzaga in vam ga pokažem, ampak sem naletel tukaj na poti na napis Pozor medvedka, tako da jaz tle naprej ne grem več. Bom se kar obrnil lepo, pa nadaljeval proti Sveti Gori. Če bo kdo ponavljal mojo progo in če tistega napisa ne bo več, pa kar zapeljte se še kakšen kilometer. Zelo lep mavzolej je gor in pa en tudi tak lep razgled vse naokrog. V zadnjem delu proti Sveti Gori pridemo na asfalt, je kar precej strm vzpon, tako da sem dal lepo prvo brzino in počasi izmeljem gor. Na števcu mi kaže, da je do vrha 1,1 km, dvigance pa moram še za 137 metrov, kar pomeni v povprečju 12,5% naklon.
Je pa fajn, da ima tudi ta del vzpona en mal senčke, tako da se da lažje prebiti do vrha. Še 250 metrov do vrha, tukaj je pa že vse zaparkirano, kar je gotovo posledica tega, da je velik praznik. Jaz pa se potrudim zdaj še teh par višincev, da pridem gor. Še malo sem že pod obzidjem, še 100 metrov pa sem na vrhu. Tudi na tej strani vse zaparkirano, varnostnike sem videl. Seveda, ogromno ljudi je prišlo. Je pa fajn, ker je na tej zadnji strani Svete gore WC, kjer si lahko dopolniš en bidon, če ti ga je slučajno zmanjkalo. Jaz sem do tukaj izpraznil že skoraj oba, ker je tako vroče. Zdaj grem pa še na sprednjo stran. Tle na ploščadi pred cerkvijo je tudi ena taka lepa kovinska skulptura in tukaj se nekako reče, da je uradno zaključek tega vzpona na Sveto goro. Zdaj se pa lepo spustim po asfaltu dol, direktno v Solkan. Preden pa se dokončno zaženem v dolino, imam posebno novico za ta športna očala znamke Revorej. Še zmeraj velja, da morate uporabiti posebni link, vpišete pa novo kodo RBAVIP, s katero lahko dobite kar 28% popusta. Mislim, da bo to tudi veljalo zdaj za naprej v bodoče, držim pesti, da bo tako. Tukaj sem prišel še na spodnji nivo pod ploščadjo, tu pa zaradi enega lepega razgleda. Tukaj je ena taka zelo dobra razgledna točka, naravnost se vidi tale Sabotinski hrbet. Če ste prav pozorni, se vidi dol tudi en košček reke Soče, na drugo stran se pa vidi vse do Nove Gorice. Precej je prometa, ampak ponavadi na Sveto goro ni tako. Danes je res izjema zaradi praznika. Tle se pa da tudi mogoče en mal prikazati, kakšno višinsko razliko se naredi tako na prav enem kratkem kosu poti. Zelo, zelo strmo je. Jaz s tem spustom dol v Solkan ne bom zapravljal vašega časa. Želim vam srečno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.